Lep pozdrav vsem prisotnim danes tukaj v cerkvi na Rakovniku, cerkvi Marije Pomočnice, pa tudi lep pozdrav vsem, ki ste se že, pa ki se še boste povezali preko Zoom povezave, ker smo zadevo naredili na način, da tudi tisti, ki danes niso prišli na Rakovnik, lahko tale današnji pogovor s Polono Dominik spremljajo. Vas želim na začetku v imenu sodelavcev Fundacije Don Bosco in vseh mladih, ki v letošnjem letu sodelujejo in pomagajo pri aktivnostih postne vzpodbude, iskreno in lepo pozdraviti. Sem vesela, da smo se zbrali v takem številu, da smo tukaj. Bom potem še povedala, kaj smo pripravili v tem postnem času glede postne vzpodbude, pa naj bo za začetek en kratek filmček, ki smo ga posneli na dolgo nazaj in na koncu se nam bo javil tudi naš inšpektor, gospod Marko Košnik, potem pa nadaljujemo. Polona, mislim, da ga ti pa ne boš mogla videti. Mislim, da je tako narejeno. Boš dobila link. Evo. A geografija sto čitala? Hina, samo gledala, kje posebno se naše spoznanje. Misija, svet, o čem vi govorite? O izvori. O čem? Ne vsete, kako razvojna naprej. Mladi so ljudje, ki največkrat delujejo v državah tretjega sveta. Tam gradijo, učijo, živijo, skratka, daleč. In tam tudi širijo krščansko vero. In v katoliški cerkvi so to zlasti duhovniki in paredovniki. Okej, to mislim, da razumem. Zakaj pa video pogledaš to? Saj nista redovnici, še manj pa duhovni. No, to res nisva. Jaz pa zakaj pa tole gledata? A lahko počakaš, da pridemo do konca? Dobro, samo povej pesmi. Torej, misionarji so lahko laiki, lahko pa so to duhovniki ali pa redovniki. Čakaj, koga bi se ti lajkala? Rekla je, laiki. To smo tisti, ki nismo posvečeni. To se mi pa zdi, da sem že nekje slišala. A zdaj vidim, si zdaj tja nekam na misijon. Ne, a mogoče veš, kaj je Etiopija? Etiopija? Čakaj, najprej misijoni, zdaj Etiopija. Če tole ni povezano, sta me čisto zgubili. Je. In kako? V Etiopiji deluje naša slovenska laična misionarka Polona Dominik. Okej, to mislim, da razumem. Samo zakaj se vidva tudi považala pa to, saj ne morete čisto nič pomagati pri tem, ker nista tam dol. Ja, pa lahko. No, da sliši. Akciji je pripravljen denarje in zbirali denar za misijon, v katerem deluje Polona. Zdaj sta me vidve čisto zgubili. Kaj je sploh postna akcija? V bistvu post je priprava na naš največji krščanski praznik. Veliko noč, ne? In pač človek v današnjem času se težko pripravi na praznik. Nimamo časa pogledati sočiveka, ker smo preveč zaposleni s svojimi stvarmi. In z darovanjem, skromno miloščino za misijon, lahko poleg molitve in posta zelo veliko naredimo pri pripravi daril. Pa se ta darovajna akcija je pa dokaj zanimiva reč. Pa se nameravaš udeležiti? Ja bi se rada. Sam imam še ful drugih načrtov. Kaj če mi pa ne rata? Ne skrb, spremljaš lahko v digitalni obliki. Tam najdeš načine, kako darovati svoj svet. Okej, to mi pa kar darovati. Sam glej, da bote tudi vidve, pa tudi ti. Ja, nič. Pa akcija! Tako na internetu lahko najdemo različne kraje in dežele in pravimo, da so misijoni povsod. Ja, seveda, ker povsod primanjkuje Kristusa in njegovega oznanila. Vendar so misionarji še posebej tisti ljudi, ki so pripravljeni dati svoje življenje, celo tako, da gredo v druge kraje in tam živijo celo življenje, zato da bi dobro storili v Jezusovem imenu. Številni so kraji, kjer vlada revščina, uboštvo, vojne, tudi v teh trenutkih na Ukrajino padajo bombe, ruske agresije in se lahko sprašujemo, kakšna nepravičnost vlada v svetu. In
In nekateri kraji so še posebej zaradi tega prizadeti in ne smemo iti ravnodušno mimo tega. In ena od teh oseb bo Polona Dominik, laična misionarka v Etiopiji, kajti Etiopija je tudi ena država, kjer je polno revščine in še posebej v zadnjem času na severu te države tega tako imenovan genocid in mnoge salezijske ustanove so bile zelo prizadete. In v tem smislu vabim tudi vas, da se pridružimo tej naši postni akciji, ki je zbiranje skupaj s salezijanci za misijone v Etiopiji. Pomagajmo tudi misionarki, laični misionarki Poloni, ki skupaj s salezijanci zbira mlade oziroma dela za mlade, ki deluje ki so na ulici in so konec koncev brez strehe, brez šole. In oni s tem prispevkom veliko pomočajo tudi v njihovem življenju. Torej, v tej postni akciji vas še enkrat vabim k duhovnim dobrim delom in seveda v Etiopiji bodo še posebej veseli tudi našega materialnega prispevka. Tako, mislim, da je bilo tekom tega kratkega nagovora tako mladih kot na koncu inšpektorja Marka Košnika nekako napovedano, zakaj smo letos namenili oziroma čemu bomo letos namenili postno vzpodbudo. Ko smo načrtovali te dejavnosti, se povezali s Polono, o tem razmišljali, z mladimi tuhtali, kako bi zadeve izpeljali in naredili, se je v istem trenutku nekako sočasno se je pričela dogajati tudi vojna v Ukrajini in nekako smo bili vsi skupaj v dilemi, ali sploh nadaljujemo s postno vzpodbudo, ki jo želimo povezati z Etiopijo, ali naj se bolj posvetimo Ukrajini in potrebam tam, kjer so. In na koncu smo ostali pri tem, da nekako celo premalo vemo, kaj se dogaja v tem trenutku v Etiopiji. In je prav, da bomo postni čas, tako kot nas je nagovoril gospod inšpektor, z dobrimi deli, z materialnimi, z duhovnimi, z molitvami, povezali in namenili tudi misijonu v Etiopiji. Zato, Polona, hvala lepa, da si vzela danes zvečer ta čas in boš z nami. Načrtovali smo, da bomo tekom postnega časa v 10 aktivnostih organizirali kot jagode rožnega venca in z 10 aktivnostmi naredili rožni venec in ga povezali oziroma namenili z molitvami in z dobrimi deli, ga posvetili misijonu. In kot taka, ta prva jagoda rožnega venca je tale današnji večer, ko imamo pogovor s Polono Dominik, z laiško misijonarko, da nam spregovori o razmerah, ki se dogajajo v Etiopiji, da nam pove, kaj njene roke tam počnejo, kaj njene oči tam vidijo na koncu, da nas morda nagovori, kako lahko mi danes, ki smo tu doma v Sloveniji, morda tudi kje razseljeni po svetu, kaj lahko storimo v tem postnem času, da se približamo njej, da se približamo ljudem, ki živijo v Etiopiji in v tej revščini in vsem tem razmeram, ki se danes tam odvijajo in dogajajo. Pa še enkrat morda pozdrav vsem tistim, ki so se nam pridružili v virtualni obliki. Pa tako za začetek, Polona, imam tukaj nekaj vprašanj pripravljenih za tebe. Naj bo to en tak sproščen pogovor, nič se bati nobenega vprašanja, tu v cerkvi verjetno vidiš, je nekaj ljudi, če bo kdo želel na koncu vprašati še kakšno stvar Polono, je dobrodošel, da se s kakšnim vprašanjem oglasi. Drugače pa, Polona, kdo je sploh Polona Dominik? Nam lahko poveš v enem stavku, dveh, s kom se bomo danes večer pogovarjali? Ja, Polona je socialna pedagoginja,
laiška misijonarka. Ja, preprost človek, ki pač se trudi po svoji vesti pa delati pač kaj dobrega za ta svet. Pač na svoj način, a ne. Vsakmu je namenjen en določen način prispevati temu svetu. Tako da jaz se pač trudim odkriti svojega in ga uresničevati pač z veliko dobre volje pa vsaj s kakšnim talentom, ki mi je bil mogoče dan. Polona, koliko časa si že laiška misijonarka in ali je Etiopija tvoja prva država, kjer deluješ kot laiška misijonarka? Ja, zdaj je bilo ravno konec januarja je bilo 3 leta. Za Don Boscov praznik 2019 sem prejela misijonski križ, prav tukaj na Rakovniku. In kot laiška misijonarka sem šla direkt v Etiopijo. Pač 2019, ne. Kaj pa prostovoljske izkušnje iz Kenije? Kako pa so te povezane s Polono? To je bilo pa to je bilo pa skoraj 10 let nazaj sem bila prvič v Etiopiji za 4 mesece. Takrat je bilo še težje biti tukaj oziroma dobiti delovno dovoljenje pa te stvari, ki so tukaj še vedno zelo naporne in obvezne, tudi če si pač kot prostovoljca, misijonar ali karkoli. Tako da takrat sem bila 4 mesece v Etiopiji in ker se ni dalo biti dlje, sem bila potem nekaj dobre 3 leta, skoraj 4 leta v Keniji, kjer sem tudi pač delala pri salezijancih, tudi zelo podobna šola in delo, ki ga opravljam zdaj v Nairobiju v Keniji. Ampak vedno sem si želela iti nazaj v Etiopijo, ker tiste 4 mesece pred 10 leti so se mi močno vtisnili v srce in v spomin in so se mi želje uresničile, tako da zaenkrat sem tukaj, kaj pa bo, pa koliko časa bomo pa videli. V zadnjih 3 letih, kot si omenila, da si že laiška misijonarka v Etiopiji, se je ne samo v Etiopiji, tudi po celem svetu zelo veliko dogajalo. Tudi tega se bomo dotaknili, ampak še prej bi pa malo spregovorili o tem, kaj ti počneš v Etiopiji. Se pravi, živiš v Adis Abebi, v glavnem mestu v Etiopiji. Lahko nam morda na kratko opišeš dan, kako poteka? Ja, odvisen kjer dan, vsak dan je malo drugačen, ampak drugače vstajam malo pred 5, potem se počasi pripravimo za mašo, pol po maši, če je pač recimo ponedeljek, torek, gremo z enim italijanskim misijonarjem iskat otroke na ulico, ker nekateri prihajajo vsako jutro k nam v šolo in gremo z avtobusom jih iskat, potem jih pripeljemo, se tuširajo, imamo zajtrk z njimi in potem gremo v razred. In celo dopoldne poteka pouk, pa razni odmori, a ne, čisto v salezijanskem stilu. Medtem časom na drugem koncu dvorišča imajo pouk drugi, ki jim rečemo po naše kar domovci, ki so že nekaj časa z nami. Oni se izobražujejo za kakšnega od poklicev. Imamo poklicno šolo tudi namreč. No, in tako pouk poteka do 5, medtem se nekateri vrnejo nazaj na ulico, z nekaterimi nadaljujemo dan potem do večera na igrišču, pa večerja, pa potem še učna ura do 9 zvečer. Tak je nekako tipičen delovni dan. Če sem v Bosco Children, ne, kot se imenuje naša šola. Ta trenutek sem pa na inšpektoriji.
tukaj delam 2 dni na teden z namenom, ker je tukaj pisarna, taka, kako se reče, razvojna pisarna, ne, kot na Rakovniku. No, tukaj se potekajo projekti, se vodijo in med drugim tudi projekt botrstva, katerega del je tudi Slovensko misijonsko središče, in iz tega razloga sem jaz tudi v bistvu večinoma prišla v Etiopijo, ker imamo v Sloveniji čez 1000 botrov, ki podpirajo otroke, revne otroke v Etiopiji, in nekako 2 dni na teden sem tukaj, da skrbim za to, da so podatki, da so otroci, da so informacije o otrocih zbrane, ker ti otroci so vseeno po celi državi in ni vedno enostavno priti do informacij, pa zdaj trenutno zbiramo še vedno spričevala za prejšnje šolsko leto. Včasih grem tudi na pot, da se srečam s kakšnimi otroki. Prejšnji teden sem bila čisto blizu sudanske meje v Gambeli, kjer imamo tudi otroke, oziroma jih tudi še nove sem pridobila za naše slovenske botre. Tako da to je raznoliko delo, ne, čisto drugačno, majčkeno bolj pisarniško, ampak tudi potrebno, ne, ker brez podpore se marsikdo v Etiopiji ne more šolati. Med vikendi so pa dnevi spet drugačni, so ob sobotah, tako kot vsi otroci doma, tudi pri nas doma se čistijo z otroki, peremo obleke, pa čistijo spalnice posebej, pa se učimo, pa potem popoldne še nogometni turnir. Tak čisto, skoraj kot doma bi človek rekel, samo da je naša družina majčkeno večja. Lepo. Ko si opisovala en tak tipičen dan, si vmes omenila enobesedno zvezo Don Bosco Children. Jaz sem imela srečo oziroma en tak blagoslov, da sem takrat, ko smo bili tudi mi prostovoljci v Etiopiji, smeli obiskati to ustanovo Don Bosco Children, kjer danes deluješ, in moram priznati, da se mi je tisto okolje, tista ustanova res dotaknila srca. A nam lahko malo poveš, kdo so ti Don Boscovi otroci, kdo so ti Don Bosco Children, od kod pridejo v to ustanovo, v to organizacijo, koliko časa živijo pri vas, a so kakšni povratniki, a gredo kdaj domov k svojim družinam, a nam lahko malo opišeš to ustanovo Don Bosco Children? Ja, en tak proces je v naši šoli pomoči, ne, uličnim otrokom. Se pravi, to so fantje, s katerimi se že v nočnih urah na ulicah srečujejo naši salezijanci ali pa socialni delavci in se z njimi srečujejo in jim razlagajo o Don Boscu, o naši šoli, o možnostih izobraževanja in pač neke rešitve iz ulice. In tisti, ki to želijo in zmorejo, začnejo hoditi na naš dnevni program tukaj, kjer jaz večino časa preživim. Temu dnevnemu programu rečemo pridi in poglej, a ne, zato da se fantje včasih privajajo na življenje v šoli, na neke dnevne organizirane dejavnosti, a ne, ker nekateri kar veliko let preživijo na ulici in je zato bi bilo je večinoma kar pretežko njim iz danes na jutri iti živeti v eno ustanovo. Zato še en mesec takole zjutraj z nami pridejo v naš center
In tam se začne neka sprememba življenja v vsakem posamezniku. Eni so stari 10 let ali manj, eni so stari že tam okrog 18, čisto odvisno od vsakega, kogar pot prinese k nam. No in kot sem že omenila, imajo pouk pri nas in po nekaj časa, kakšen mesec, dva, hodijo v dnevni center, in potem, ko so pripravljeni, začnejo tudi bivati pri nas v domu. In v tem času pridobijo tudi izobrazbo za poklice. Za enega od poklicev se lahko odločijo. Pri nas se lahko izobrazijo bodisi za kovinarja, mizarja, avtomehanika, električarja, krojača, kuharja. To je več ali manj to. Med temi poklici izbirajo. Lahko ostanejo dlje časa in dobijo izobrazbo celo za 2 od teh poklicev, ne. Možnost je tudi krajših tečajev, zato da več teh spretnosti pridobijo. In potem, ko to traja, ne vem, nekje povprečno 2 leti, tudi 3 leta lahko. In v tem času se tudi povežejo spet z družino, ker nekateri so čisto izgubili stik z družino, in tem pomagamo. Tako nekako, če recimo pol leta bivajo pri nas, jim pomagamo, da najprej s telefonskimi klici, da se povežejo spet s svojci, potem grejo na prvi obisk domov, kamor jih seveda pospremijo bodisi salezijanci, socialni delavci, jaz sem šla zadnjič zraven. Pač enodnevni obisk najprej, potem čez par mesecev so kakšen teden doma in se potem vrnejo k nam na počitnice, pridejo domov, tako kot vsi normalni otroci, se zopet nekako dobijo en ritem normalnega življenja. In potem na koncu, ko dobijo spričevalo in poklic in ko se ta proces zaključi, se tudi odločijo, ali grejo nazaj živet k družini ali pa se zaposlijo nekje v mestu. Ker tudi imamo nekoga, ki ima stik z raznimi podjetji, firmami in tako naprej, da dobijo tudi službe, ne, ker vse gre brez neke finančne oziroma nekega takega konkretnega ozadja je težko vzpostaviti življenje, ne. Tako da večina, moram reči, da se jih odloči kar za to, da se zaposlijo v mestu, seveda v Addis Abebi, kjer je največ možnosti za delo in zaslužek. Ohranijo pa čisto redni stik z družino, je pa večinoma v 90% ali pa tudi več zelo daleč, oddaljeno nekje na podeželju, daleč, no, na podeželju, v kakšnih manjših krajih, mestecih. In kar za vse lahko rečem, da izhajajo iz res zelo revnih družin. Nekateri imajo starše, nekateri samo kakšnega od staršev ali pa imajo kakšne druge sorodnike. Kogarkoli že imajo, je zelo pomembno že od samega začetka, da se družino stik vzpostavlja, kogarkoli imajo, ker konec koncev vsak rabi neko ozadje, in ni dobro, da so odvisni od neke ustanove predolgo, zato tudi več kot 3 leta ne bi ostajali pri nas. Pa tudi, da niso potem
ko odidejo, da niso sami, da imajo nekoga stike, ne, temu pravimo mi kar vrnitev v družbo. Ne, ker ko so na ulici, so nekako izločeni iz družbe, čeprav živijo v mestu na ulici, ampak se jih gleda kot neke izobčence iz družbe in je veliko predsodkov in tudi nasilja nad njimi. Tako da mi jim nekako pomagamo v neki vrnitvi v družbo in kot Don Bosco pravi, da postanejo dobri državljani in pošteni otroci. A ti otroci, ko pridejo k vam, so že pismeni, imajo neke navade, ne vem, higienske, se znajdejo, da pridejo v ustanovo, življenje na ulici je zagotovo drugačno, kot ko prideš v ustanovo in je tam skupnost. A je težko ta čist prvi kontakt vzpostaviti z njimi? A so težave, a je kaj nasilja? A znajo pravila upoštevati? Ja, čist spet odvisno od posameznika, ne? Ampak večinoma je kar težave, mislim, tako tiste začetne, kako že sedeti v razredu, higiena, jesti za mizo iz svojega krožnika, ker navajeni so jesti iz skupnih nekih vreč stvari, ki jih naberejo recimo na ulici. Največja težava jim je res sedeti v razredu, pisati, poslušati. Velikokrat pač razumljivo je, da imajo težave tudi ostati budni, ker ponoči pač res slabo spijo. Včasih jih preganja policija, čisto ker pač ne marajo videti, a ne, spati na cesti. Ker pravijo, da to meče slabo luč na mesto, mesto kot Adis Abebo, ki je radi prikazujejo kot enega od modernih mest. In na ta račun pač otroci pogosto pridejo z modricami zjutraj k nam. In tudi s kakšnimi ranami. Tako da, ja, vse težave, ki jih imajo začetne, moramo razumeti. Nekateri, večina, kar veliko jih je tudi odvisnih od kakšnih takih bolj lažjih substanc, na primer od lepila. Mladi, to je najcenejša droga, je to, da imajo ta neostik lepilo v takih plastičnih plastenkah, pa jih pa to vohajo in od tega imajo precej mešane misli in tako, so kar odvisni od tega, no. Tako da se to tudi pozna, da se težko zberejo na začetku. Jih pa počasi pač navajamo, zato je ta dnevni center, a ne, da se postopoma navajajo, ni neke strogosti. Imamo sicer pouk, ampak je to zelo osnovno, ne, že sedeti v razredu, odpreti zvezek, uporabljati kuli. Imamo nekako te v dnevnem centru razdeljene v dve skupini, ker eni so res začetniki, ki ne znajo pisati in brati sploh, ne, ali pa znajo pač enega od svojih lokalnih jezikov, ker prihajajo iz različnih koncev države in Etiopija ima več kot 80 jezikov, ki se tudi po pisavi med sabo razlikujejo, ne, in ko pridejo v Adis Abebo, tukaj prevladuje amharščina in tudi ta amharska abeceda, ki je spet, ki nekateri znajo, nekateri pa ne, ker nekateri od teh njihovih drugih plemenskih jezikov imajo recimo to našo abecedo z ABCD, ne. Medtem ko amharščina so neke take slikce. Tako da to prvo skupino začetnikov moramo naučiti najprej njihove abecede in šele potem
naprej v angleščino ali pa kakšne druge predmete. So pa tudi kakšni, ki so šli na ulico, ko so bili že malo večji, recimo, da so zapustili, ne vem, 5., 7. razred in že znajo pisati, kakšni tudi znajo angleščino, tako da s temi pa nadgrajujemo pač to njihovo Naš rad imamo. A je postopek takrat, ko dobijo izobrazbo in ko pridejo domov do svoje družine, a je takrat zaključen ali se spet kakšni ponovno zgubijo in spet znajdejo na ulici? A take sprejmete nazaj v ustanovo? Ja, mislim, da tega podatka zdaj čist konkretno nimam, no, ampak so gotovo tudi povratniki, ne, ker se srečamo s kakšnimi fantje, ki imamo, kako se temu reče, bivši gojenci srečanje, pridejo recimo tudi obiskat. Kakšen pove, da kakšen je dobil službo, pa je zamenjal ali pa je izgubil službo, ne, tudi zaradi teh razmer, ki so, gotovo so tudi kakšni, a ne, v zadnjih 15 let je približno ta ustanova, ki se vrnejo tudi nazaj na ulico, ni pa primera, da bi recimo prav nazaj še enkrat šel v našo šolo. Recimo v temu dnevnemu centru so kakšni, ki začnejo, pa odnehajo, pa začnejo, pa odnehajo. Imajo vedno možnost, ne, da se ponovno začnejo, kadar hočejo. Ravno ta teden sem spet po 2 letih videla fanta, ki je bil pred 2 leti pri nas v tem dnevnem centru, je bil toliko majhen, ampak je bil tako razigran, da nekako njemu še ni bilo v interesu ostati in se šolati takrat. Zdaj je pa malo večji, ker njim je tudi ulica igrišče, ne, in jim je kakšna šola omejitev, sploh če so že zelo rano ostali na ulici in se nekako navadili tega življenja. Tako da recimo ta fant takrat je bil pred 2 leti še precej majhen in pol enkrat je nehal prihajati in tako, in zdaj ta teden se spet vrnil, večji, bolj resen in nekako zdaj že zmore sedeti recimo v razredu ali pa tudi ve, da bi rad v življenju kaj drugega kot pač samo živeti na ulici. Tako da res je od vsakega posameznika odvisno in čisto vsakemu posamezniku se tudi program prilagodi, kar pač zmore, kaj ga interesira. Ja, individualno. Osebno mene, ko preberem tvoja pisma, ki jih na vsake toliko časa pošlješ iz Etiopije, se me res dotaknejo in kar težko v bistvu dojamem oziroma verjamem, da tudi dojemamo, no, tudi tisti, ki berejo tvoja pisma, da se to sploh dogaja. Čisto konkretno, kar mi v tem trenutku najbolj pred očmi je to, ko si tudi prej omenila, da je pri vas v Adis Abebi sedež Afriške unije in to mislim, da si v enem od zadnjih pisem pisala, da ko so prišli ti veljaki, ti predstavniki različnih držav v Adis Abebo, je takrat hotelo to mestni veljaki so hoteli počistiti ulice in pokazati mesto, da je to urejeno, sodobno in je bilo potrebno tudi nekam te otroke, ki so na ulici, počistiti oziroma pospraviti v tistem trenutku. In ko si rekla, da prihajajo k vam z modricami, tudi s kakšno rano, kdaj sploh ne vem, če je to sploh mogoče, da se to po svetu dogaja. Tako da tam, kjer ste v tej ustanovi, res opravljate tako delo
res bogato in za človeštvo res zelo pomembno delo. Že to, ko nam razlagaš in pripoveduješ o teh otrocih v Don Bosco Children, kako jih zjutraj vzamete na ulici, potem zvečer gredo nazaj na ulico, nekateri potem čez čas ostanejo pri vas v centru, že to je za nas, za poslušalca, za nekoga iz tega sodobnega, zahodnega sveta, samo ko posluša, nepredstavljivo. In potem to ni vse. Potem se pa zgodi še COVID, ampak to tudi ni vse, potem se zgodi pa še vojna. To pa so res stvari, tudi v pismih, ki nam jih pošlješ, da lahko se tudi solza priteče, ko to preberemo. In če se samo spomnimo, kako je bilo recimo pri nas, ko smo morali zapreti vse ustanove, ko smo razlagali o tem, kako pomembno je, da si redno umivamo roke, razkužujemo roke, da ohranjamo distanco, razdaljo med ljudmi. Kako pa se je to pri vas dogajalo, ko enkrat je voda, pa je enkrat ni? Kako dopovedati nekomu, da mora imeti distanco, ko pa hrepeni po bližini od nekoga? Kako ste se s tem soočili? Ja, mi smo kmalu videli pač, da mi tega, kar vse ustanove po svetu delajo, pač ne moremo narediti, ne. Pač zapreti šolo in reči, da ni več nič, ne, za nekaj časa, ker pač otroci so nam zaupani in to smo sprejeli pač kot dejstvo, ne, in v dobrem in slabem, ne. Tako da takrat nekateri otroci ki so imeli že dober stik z družinami, so šli v družine za tisti čas, ker je bila pač tudi odredba vlade v Etiopiji takrat, ko se je začela epidemija tudi pri nas, da se morajo šole obvezno zapreti. Tako da vse šole so se zaprle in pač učitelji so morali ostati doma. Pri nas se ni zaprlo v takem smislu, da ne bi imeli otrok, ampak v takem smislu, da ni bilo učiteljev. Otroci so bili pri nas pač, razen tistih, ki so imeli že to možnost, da so se za tisti čas vrnili domov. To je pa trajalo kar dolgo časa, da je država spet dovolila recimo učiteljem in šolam nazaj na delovna mesta. In toliko časa smo bili pač mi v neki karanteni s tistimi, ki so pač bili pri nas, ki jih je bilo kar nekaj. Tako da smo poučevali tisti, ki smo ostali, se pravi salezijanci, pa jaz. Takrat tudi ni bilo več prostovoljcev, pač vsi vemo, kaj se je dogajalo. Nekaj časa potem tudi nismo smeli hoditi na ulico po otroke, kar smo pa potem spet začeli, ker pač potrebe, ne glede na kar se dogaja v svetu, ali so vojne, ali so epidemije, ali karkoli, ti otroci vedno so na ulici in v bistvu sploh ne vejo, kaj se dosti na svetu dogaja, razen če jih pač o tem obvesti policija ponoči. Tako da smo malo spremenili sistem pri nas, tako da smo ta dnevni center spremenili v en tak, malo smo izolirali od drugega dela naše ustanove, tako da se ne bi ti, ki prihajajo zjutraj iz ulice, preveč srečevali s tistimi, ki bivajo v domu, a ne pa s tistimi učitelji, ki so tam. Tako da ja, malo prehajamo iz ene karantene v drugo, no. Tako da imamo pač razdeljen ta program. Kar se tiče higiene in tega,
pač še zmeraj uporabljamo maske, čisto iz enega razloga, ker je to pravilo, a ne, čisto koliko pomaga. Ne vemo, a ne, ker ne moremo si privoščiti takih mask, ki bi zagotavljale zaščito toliko časa ali pa tudi recimo živimo, se učimo, jemo skupaj, igramo se skupaj v istih prostorih, tako da pač sprejeli smo eno tveganje, a ne, kar se čisto korone tiče, in moram reči, hvala Bogu, smo jo vsi odnesli zelo dobro. Jaz mislim, da prav noben ni zelo resno zbolel. Razen ene socialne delavke, dobro, jaz dvakrat, smo to. Ni bilo resno, ampak otroci so pa res odporni, no, tako da noben razen kakšnih prehladov ni kazal resnih hudih znakov covida. Smo, če je bil kakšen sum, šli se tudi testirati, pa so prišli tudi k nam od zunaj testirati, pa res ni bilo hudega, no, bom rekla, tako po domače. Tako da še zmeraj, ja, imamo maske, načeloma epidemija še vedno je, ampak bolj iz navade, kakor iz hude potrebe pa koristi. Je že neka božja previdnost pri vas v ustanovi prisotna. No in ob vsem tem, kar si nam že do zdaj povedala, pa nismo povedali še nečesa, kar se dogaja in kar je v bistvu morda od vsega tega, kar smo že spregovorili, šele najhujše, ampak občutek imam, kot da tega sploh ne vemo pri nas v Sloveniji, tam se kdaj kakšna novica pojavi na spletu, da v bistvu poteka zares huda vojna v Etiopiji in tudi vi v ustanovi pri vas v Mekanesi, v Adis Abebi, kjer imate inšpektorialno hišo, ste jo v bistvu občutili na lastni koži. Kaj se dogaja pri vas v Etiopiji? Ja, že od novembra lani, se pravi že več kot eno leto, od novembra 2020, poteka, ja, neka državljanska vojna na severu države, pač gre za čisti medplemenske, medstrankarske boje med različnimi regijami, boj za prevlado, upiranje enih, upiranje vladajočim, potem kaznovanje upornikov na take krute načine, tako da že več kot eno leto je cela severna regija oblegana. Je pa pač že nekje od junija odrezana, pač cela regija odrezana od prometa in tudi od komunikacije in od poročil. Tako da čisto koliko se dogaja, kaj se dogaja konkretno, nismo na tekočem, vemo pa, da pač se bojujejo, da so žrtve, da je vojska tam, da milijon vojakov je šlo iz centra Etiopije tja se pač boriti. Tako da padlo je že ogromno nedolžnih žrtev, kar je še najhujše, pač čista odrezanost od preostanka države, se pravi čista prometna povezava, ne, da sploh ne dovoli pošiljanja humanitarne pomoči
in že od julija dalje sploh ljudje na severu nimajo možnosti skoraj preživetja, ne? Ni dostave zdravil, ni dostave hrane. Uničeno je bilo ogromno tovarn hrane, poljskih površin, pobite živine, a ne, to se pravi, vsi viri preživetja, a ne. Ljudje živijo v šolah, v raznih centrih, kjer se pač čisto lokalno trudijo pomagati. Ne, so begunci znotraj lastne države, znotraj lastne regije, a ne, ker sploh nimajo kam zbežati, ne. Veliko jih je sicer zbežalo v Sudan, dosti gibanja in pa ni omogočeno, ne. Tako da, koliko časa se bo to odvijalo in kdaj bo možno tam pomagati, kjer je zdaj res vse uničeno, to res ne vemo, a ne. Tudi do zdravil ne morejo ljudje, bolnice so tudi uničene, ne vem, dogovarjajo se o nekih vsaj začasnih primerih, kjer bi ali pa o dovoljenih dostave humanitarne pomoči, hkrati pa v istem dihu izveš, da noben tovornjak ne gre čez mejo na sever, da rečejo, da ki so na mejah drugih regij, rečejo, da niti en kos kruha ne bodo dovolili, da gre tja. Tako da res hočejo iztrebiti, ne vem, kaj se bo tam odvilo. In ja, nekaj časa so bile to novice v svetu o tej vojni precej zanimive, ker pa pač ni možnosti dobiti tekočih informacij in ker se tudi ogromno prikrivanja, pa konec koncev vojna zastara, pa tudi če se še naprej dogaja, zdaj teh novic ni. O Etiopiji se bolj govorijo bolj take novice, ki jih želijo prikazati, a ne, kot je na primer znameniti jez, ki so ga zgradili, da bo več vode, zelo moderna stvar, ki bo zagotovila vodo državi v času in tako suše, kot tudi zbira deževje v času deževne dobe, čeprav gre na račun vode drugih držav, a ne, tako da grozijo tudi vojne z Egiptom in Sudanom. Veliko je konflikta zaradi tega, tako da take novice pridejo ali pa to, kar si omenila, čisto da je Adis Abeba, ne, srečanje oziroma središče Afriške unije. Ravno pred kakšnimi 2 tedni je bil ta naš poveljnik iz Adis Abebe v Bruslju, se je srečal med drugim tudi s slovenskim predsednikom vlade in drugimi. In nekako se zelo dobro razumejo. Jaz ne vem, nekako vojna sploh ne pride več na pogovor. Tako da, ne vem, težko razumem, kdaj kakšne stvari. Pogosto sem rajša tiho, da ni težav, kar tudi je nasvet vsem nam. Smo tukaj, da pomagamo ljudem, kolikor se da, vse ostalo pa Bog pomagaj.
Na zadnje, ko sva se pogovarjali, si mi še omenila, da ti kmalu poteče delovna viza oziroma dovoljenje za delo, da še tam nekako zavirajo vse postopke. Kako je že s tem? Ja, ne, pač vsak, tudi če je prostovoljec, misionar, karkoli rabi, ne, delovno dovoljenje, ga moraš pa pač ga je tudi težko pridobiti z vso dokumentacijo, pa se pa vsako leto to mora obnavljati, no, zdaj meni aprila spet poteče in so ravno danes rekli, da spet se majčkeno zapletajo tudi te stvari, da je treba neko dodatno dokumentacijo pridobiti, pač za vso katoliško cerkev oziroma vse ustanove in tujce, ki delajo v katoliški cerkvi, zdaj ne vem, a je to samo za katoliške ustanove ali tudi za druge nevladne organizacije. V glavnem se spet malo komplicira. Kaj pa bomo pa videli, zdaj ti, ki morajo marca pridobiti, se že nekje zataknili. Tako da jaz imam še slab mesec časa, da se stvari majčkeno zjasnijo, kako in kaj. Tako da človek se navadi biti malo prepuščen, kar bo, pa bo. Kot da ti oni delajo uslugo, ne? Da ti bodo zrihtali papirje, ne kot da si tam kot misionarka, kot da ne prideta ti dve strani skupaj, se mi zdi, ko tako razlagaš. Ja, na splošno je težko priznati, da rabijo pomoč, da imajo težave, da imajo otroke na ulici, da imajo vojno. Te stvari kar nekako zanikajo in tem takem, če vsaj na videz nimaš težav, pol tudi pomoči ne rabiš, tako nekako jaz razumem, da skušajo prikazovati. Pač je, ne, ampak moram gledati z očmi tistih oziroma se postaviti v kožo tistih, ki so na drugi strani, ki pomoč rabijo, ki niso pač, ki so žrtve tega, ne, in zaradi njih se splača potrpeti pač karkoli, ne, tudi so vse stvari, ki so z vojno povezane, z raznimi kontrolami, delovno dovoljenje, vse te nevšečnosti, no, ki pač spadajo zraven, ne, saj kdorkoli je šel v katerokoli državo, pač misijonsko državo sigurno se srečuje s kakšnimi drugačnimi, ampak spet podobnimi stvarmi. Tako da, brez tega ne gre. Saj pač vsak, če si pa doma, se pa z drugimi težavami srečuješ. Ja. Nam se bo počasi čas zaključeval, drugače je še mnogo zgodb, po katerih bi lahko spregovorili, samo vsak odstavek tega pisma, ki nam ga včasih pošlješ, o vsakem odstavku bi lahko spregovorili po pol ure, da bi nam opisala vse zgodbe, kaj se dogaja tam, ampak danes žal za to nimamo namenjenega časa. Ko smo se potem z mladimi pa v okviru fundacije pogovarjali, kako konkretno bi lahko pomagali s temi sredstvi, ki bi jih zbrali v času postne spodbude, v postnem času, smo rekli, da če bi lahko ob tem, kar nam poveš, kar nam pripoveduješ, je toliko potreb, da verjetno bo bil ta prispevek, ki ga bomo mi dali, res samo kapljica v morje in nič več. Kljub temu pa sva nekako prišli v zadnjih dnevih tudi na eno idejo. Kot si omenila, si bila v prejšnjem tednu v Gambeli, blizu Sudana.
In tam se je pokazala ena potreba, če sem te prav razumela v zadnjih dnevih, ne? Mogoče bi lahko še o tem nekaj spregovorila, mogoče kot ena taka spodbuda za nas, kaj bi nas prosila glede tega, glede teh materialnih sredstev, kaj bi lahko naredili oziroma zakaj bi se potrudili in nekako zbrali nekaj denarja. Ja, kadar me kdo vpraša, ne, kaj rabite in tako je zmeraj težko reči, zaradi tega, ker vse te ustanove so čisto odvisne od donacij in od tega, od dobrotnikov. Vse, kar imajo tudi, ne vem, hrana, elektrika, vse te stvari, vse to so potrebe, a ne. Ampak je pa vseeno, sem res razmišljala o tem, kaj bi konkretno recimo ena akcija lahko naredila, da bi se nekaj zgradili, eno konkretno težavo rešili. To je pač v tej šoli v Gambeli, kjer imajo osnovno šolo in tudi srednjo šolo. Srednja šola je zelo lepa in zgrajena s pomočjo akcije gospoda Jožeta Andoljška in njegovih dobrotnikov. Imajo pa zraven tudi osnovno šolo, ki pa je že precej, kako ste temu rekli, načeta. In šola je sicer še kar v redu izgleda, so pa stranišča že zelo, kako bom rekla, ker je res toliko, čez 500 otrok in tudi drugih mladih, ki prihajajo na oratorij, uporablja in so res grozno, no, tudi vse zastarelo pač, ne, in res tam včasih morajo, se ne da več niti odmašiti ali je že polomljeno in toliko let je to. Tako da ja, čist glede na, imam tudi slikce, no, če bi koga kdaj zanimalo, niso preveč okusne, ampak zelo konkretna in to je taka stvar, ki ni najbolj privlačna za neke donatorje. Smo pa tudi v eni drugi šoli, bomo začeli graditi stranišča iz istega razloga v mestecu Adamitulu, kjer imamo tudi botrstvo in se je s pomočjo trikraljevske akcije zbralo nekaj denarja tudi za obnovo tistih stranišč. Zdaj v Gambeli sem videla take, ki so še hujša. In to so pa stvari, a ne, ki so pa čisto osnova. Mislim, preden pridemo do razreda in šolskih klopi, mislim, da so to stvari, ki pa res so in tako za kulturo človeka, kot za zdravje človeka, kaj šele otrok. Tako da, ja, če bi se zbralo tam nekje okrog 10 000 evrov, smo ocenili, bi se dalo obstoječe zadeve lepo prenoviti in zelo spet narediti lepe in zdrave. Polona, hvala lepa. Bom najprej tule v cerkvi vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje za Polono ali pa bi je kdo želel kaj sporočiti ali pa reči ali pa vprašati. Zdaj imamo še priložnost, ki je z nami tukajle. Da ne Pa bomo končali. naj velja enako vprašanje, ne vem, kako je kaj na spletu, okej. Če je kakšno vprašanje, tudi tam lahko kakšen palec se dvigne ali kako je že na Zoomu, pa bomo odprli. Okej. Polona, bi mogoče še kaj želela za na konec dodati? Moramo počasi zaključiti. Ja, nič, postne akcije, jaz bi rekla, da so predvsem
tudi duhovna stvar, a ne, tako da ne smemo nikoli pač jaz se trudim, da ne razmišljamo samo v tem, kaj dati, koliko denarja, ne samo na to človeško in socialno pomoč. V prvi vrsti smo duhovna ustanova, Don Bosco je predvsem delal za rešitev duš mladih, a ne, za njihovo krščansko vzgojo tudi. In v tem duhu tudi bi jaz pospremila to postno akcijo. Ljudje naj se iz vere pa v skupno poslanstvo lahko nečemu odrečejo in prispevajo šibkejšim. Pa ne gre samo za Etiopijo, res zelo spodbujam pomoč drugim državam, predvsem res žrtvam v Ukrajini. Jih spremljamo tudi tukaj vsak dan. Tako da solidarnost ni v vsotah, ampak je predvsem v odnosu do bližnjega in to je treba ohranjati. Tako da radi se imejte, pa molite za nas, pa za druge. Hvala lepa, Polona, da si vzela danes čas za nas, da si nam spregovorila, nam povedala na kratko, kako je pri tebi, pri vas v misijonu. Res delate bogato delo, ste neko orodje, neko božje orodje, s katerim nekdo ustvarja, da poskuša, da bi bil svet lahko lepši. Moč molitve pa mislim, da vsak za sebe najbolj ve, kakšno moč ima molitev, tako da in tam, kjer nas je več zbranih, je tudi že večkrat povedano, tam je pa še toliko večji učinek in vse. In ostajamo povezani s tabo, z vsemi otroci, ki so pri vas v Don Bosco Children, tudi z vsemi v širši okolici in skupnosti in v vseh salezijanskih centrih, še posebno s tistimi, ki so na severu, pa so odrezani od sveta, tako rekoč, od komunikacij, od povezav. Vem, da si rekla, da si želiš iti potem enkrat gor, ko bo tako daleč, da greš lahko tudi te salezijanske skupnosti na severu obiskati, ne? Ampak v tem trenutku to še ni mogoče. Takrat se morda nam spet oglasiš s kakšnim pismom, pa nam poveš, kako je tam. Nas bo vse in zanimalo in skrbelo že vnaprej. Pa ti res želimo vso srečo, pa božje pomoči pri vsem, kar delaš. Hvala enako, res. Hvala vam za to iniciativo. In sploh hvala Rakovniški župniji za vso domačnost, kadar sem doma in tudi kadar sem tukaj, vedno smo nekako povezani in tudi seveda z vsemi Salezijanci, tako da smo na vezi, za karkoli smo pa itak vedno v komunikaciji. Hvala, res. Hvala lep, blagosloven post še naprej. Mi ga začenjamo komaj danes. Koledar je, ne, malo drugačen kot pri nas. 13 mesecev in tako naprej. Ja. Prav, pa morda bi jaz vseeno samo zaključila z mislijo, da imamo na Fundaciji Don Bosco v tej postni akciji, tej postni spodbudi nekako prosimo za neko miloščino, za sredstva, za pomoč. Tudi danes je mogoče tu v cerkvi nameniti kakšno sredstvo za misijon v Etiopiji, pa tudi tisti, ki nas kje drugje spremljate. Obstajajo neki načini, imamo opisane na spletni strani, kako se lahko daruje za misijon, pa res priporočilo. Pa še enkrat, vse dobro, Polona, srečno pa lahko noč. Imate itak uro malo naprej od nas, tako da je že pozno pri vas. Hvala. Adijo, srečno.